boškovito, kar je pravzaprav takrat zmagal. To, kar govorim, ni bilo razbrano med vrsticami. Tako teza, da je več resnic, tako teza, da se Berlinski zid podaril na obe strani, sta bili v Sloveniji sporočeni z najvišjega mesta in razširjeni, rekel, zelo na široko. Danes po 20 letih smo prišli v situacijo, ko vi lahko vse napišete, recimo predsedniku vlade, lahko kritizirate parlament, vlado, vse institucije, razen tistega, kar je bilo tudi pred 20 leti edina resnica. Prepravljam bom nastaviti izjave, ki ni bilo objavljeno leta 1971, ampak leta 2011. Se gre za sporočilo za neke koordinacije veteranskih organizacij pri predsedniku države in se glasi takole. Zaskrbljujoči so poskusi razvrednotenja države, vrtiče obrambno-varnostnih struktur, organov pravosodja in celo institucije predsednika republike. Obstajajo 3 nedotakljive institucije države, nobenih drugih. Samo te so našteli. Od teh se pa pač ne sme reči tisto, kar mislim. Če pogledaj kakšne izjave, kakšnih drugih organov ali koordinacij 30 let nazaj bi najti natančno isti stavek. Natančno isti stavek. Morda bi bil še dodan lik, tovaršiti, kaj podobnega, kar se gre smiče. In to je bilo napisano na začetku leta 2011. Če bi po teh 3 institucije države odprli neko resno razpravo, potem bi bila reakcija, če bi kritizirali vlado ali gospodarstvo ali pa ni tak problem. Tukaj so sidra, ki omogočajo, da teza o tem, da obstaja več resnica, da se je Berlinski zid podaril v mestu, držijo 20 let in še naprej. In tretja stvar, ki je tudi za pragmatike, o kateri želim nekaj reči, to, da v Sloveniji v zadnjega pol leta propada hrbtenica slovenske realne ekonomije, slovenske gospodarstva. In to ne zaradi gospodarstva. Izven oči javnosti, ali pa veliki meri izven oči javnosti, propadajo številna, na stotine njih, pravzaprav na tisoče njih, dobra, mala in srednja podjetja in obrtniki. Podjetja, ki ne propadajo zaradi tega, ker ne imajo naročil, ali ker bi slabo delala, ne bila konkurenčna. Podjetja, ki niso v panogah, kot so Domura ali pa Prevent, pa gradbena industrija, ki so bila prizadeta deloma zaradi globalizacije, svetovne konkurence in kasneje tudi zaradi gospodarske krize. Podjetja, ki so prizadeta zaradi tega, zaradi plačilne nediscipline, se pravi, ker niso dobila plačane isto, kar so naredili, proizvedla. In podjetja, ki bi proizvajala, ker imajo naročila, pa nimajo finančnega servisa, ker ne dobijo kreditov bančnega sistema, ki ni sanjer, za razliko od drugega rosta. Od zadnjih 20.000 brezposelnih v Sloveniji je verjetno 2/3 ali več takšnih, ki so ostali brez dela, ne zaradi gospodarske krize, ne zato, ker bi delali v neperspektivnih podjetjih, ampak zaradi tega. So njihova podjetja prizadeta, bodi si z nedisciplino, spravi z nečem, za kar ni kriva niti Evropa, niti svetovna gospodarska kriza. Tisti, ki so dolžni v državi poskrbeti za to, in drugič zaradi nedelovanja, blokiranega delovanja finančnega servisa, za kar tudi ni kriva svetovna finančna in gospodarska kriza. Ko smo v poskusih, da
Športno-bolezniška zbornica opozori na ta problem. Poslušali izjave pristojnih vladi, smo slišali stavke kot pa 30 leti. Tako da malo da ne govori razredni sovražnik. Dejansko je odnos do tega sektorja v Sloveniji podoben, kot je bil pred demokratizacijo in osamosvojitvijo, ker je pač za nek neodvisen segment družbe. Za podsistem, ki ni odvisen od glavnega javnih naročil od države, od takšne drugačne vlade, se je samo stvaril eksistenco, podjetje se nastavlja obrti ali pač na podlagi dobrih idej posameznikov, ki so jih uspeli uveljaviti. Tudi več je podjetje z nekaj sto. Nihče ni pomagal, nobeno teh podjetij ni nikoli dobilo kakšne državne pomoči. Prebijali so se na zahtevne trge, več ali manj sami. To je nek neodvisen segment, ki zahteva pravno državo, ki zahteva enakost pred zakonom, ki zahteva učinkovito delovanje pravosodja, če hočete, ker stvari ne trajajo toliko časa, da podjetje, ki je dolžno že propada, predni plača. Skratka je to nek srednji razred, realna podlaga, tudi za realno demokracijo, ki je zelo vladno. In za čuda, če bi poslušali izjave gospodarske ministrice in tudi predsednika vlade, to nikogar preveč ne skrbi. Se bojim, ne samo zaradi tega, ker se nekateri ne bi zavedali, zakaj gre, ampak tudi zaradi tega, ker se natančno zavedali, zakaj gre. Izginja še en avtonomen podsistem slovenske družbe, ki je bil kakorkoli, in to vzamete, tudi neka osnova za delovanje pravne države, ki so zahtevali zaradi tega, ker pač trg potrebuje regulacijo v tem smislu, da so pred zakonom vsi enaki, tudi osnova demokracije. Tranzicijska levica, ki ima oblasti, ima bistveno rajš sisteme, ki so podrejeni, ki so tako ali drugače, ki so tako ali drugače drži priklopljene na državne jasli preko takšnih ali drugačnih agencij, skladov in tako. Zadnje 3 leta v Sloveniji poteka povsem obraten proces kot pa umik države iz gospodarstva. Poteka proces preko različnih vzvodov vračanja vzvodov, s katerimi pač oblast bolj drugače kontrolira tudi realni sektor.